pravkar postalo resnično. Poslušajte, ekipa, kmalu bomo tam, zato bi rada nekaj rekla. Najprej, komu tukaj poleg mene se zdi, da je to najboljša delegacija konjetajskih iger v zgodovini ponijevcev? In ne glede na to, kateri je vaš šport, moramo dati vse od sebe, ker imamo vsi odlično možnost za ponijevsko zlato. Razen morda Bulk, Biceps, Fluttershy in jaz. Mislim, saj smo dobri, a tekmujemo z Wonderbolti v zračni štafeti, zato bo težko zmagati. Ne upajmo preveč. Ne bodi žalostna, Rainbow Dash. Tudi mi nimamo prav nobene možnosti za zmago. To pa zato, ker boste nosile zastavo za ponijevce na otvoritveni proslavi. Tam ni zmagovalcev. Zmagovalke ali ne, še vedno imamo možnost, da smo odlične. Tako se govori. Ste slišali to? Zmagovalci ali ne, vsi imamo še vedno možnost, da smo odlični. Ampak poskusimo še vedno dobiti veliko, veliko zlata, prav? Moj mali poni, moj mali poni. Moj mali poni. Želim si vedeti, kdo v resnici si. Moj mali poni. Čarovnije ti z menoj delila bi. Pridi greva na potec, z nasmehom greva v isti svet. Deliti prijaznost je lahko, z malo čarovnije laže bo, da si moj mali poni. Vedi, da si moj prijatelj ti. Vse je tukaj notri. Prepustite to Spajku, zmagovalcu nosaču za vse vaše nosilne potrebe. In ponijevska zastava, si prepričan, kaj pa drug za zastavo? Notri s prenosno rampo. Nehaj že, Apple Bloom. Samo živčno je, to je vse. Popolnoma razumljivo. Vsakič, ko se bojim, da bom nekaj pozabil, imam preprost trik. Štejem do 10 in preden končam, sem dovolj pomirjen, da vsakič dokončam delo. Preprosto kot jabolčnik. Hej! Spusti me! Kaj se dogaja? Spike, si v redu? Iskreno se opravičujem, veliki in cenjeni Spike, pogumni in veličastni. O čem govoriš? Hvala, ker sta nama pripeljala Spajka. Je že v redu, Spike. Služabniki bodo šli po tvojo prtljago. Lahko malo počakate in mi najprej poveste, kaj se dogaja? Torej, poni tukaj mislijo, da sem nekakšen junak, Še malo zelenih, prosim, všeč so mi zeleni. Nazadnje, ko si bil tukaj, si pravočasno spravil kristalno srce do princese Cadence in rešil celotno kraljestvo. Povsem v mojem kraljestvu si poznan kot veliki in častni Spike, pogumni in veličastni. Kaj ni to super? Tukaj si zelo pomemben, Spike. Vidiš to? To si ti! Živjo, lepotec. Zato upam, da boš nam v čast prižgal baklo na otvoritveni prireditvi. Ti boš prvi zmaj v zgodovini konjetajskih iger, ki bo to storil. Seveda bom. In, poleg tega, to lahko storim svojo sapo. Vsi na mesta za procesijo, 2 minuti. In ste popolnoma prepričani, da razumete, kaj točno morate narediti? Postavim se, kamor mi rečete, dokler mi ne date znaka. Nato pridem in prižgem baklo. Ne bi moglo biti lažje.
Gospod Zmaj? Pridete? Ojoj, bi mu nekdo pomagal hoditi? In zdaj, prosim, pozdravite delegacijo iz Ponijevcev. Ponijevci za vedno! Jej! Super! To je znak. Dajem vam znak zdaj. Gospod Zmaj! Daj no, Spike, pomiri se. Štej do 10. 1, 2, 3, 1000, 14 000, 20 000, 30 000. Je kaj narobe? Reci, da se to ne dogaja. Konjentaja, imamo težavo. Gospod Zmaj, bi že enkrat prižgali baklo? Ne vem, kaj je, a danes mi to ne gre. Ste prinesli žigalico? Vi ste zmaj, ki bruha ogenj. Potem pa malo siropa proti kašlju. Pozabite, še bom poskušal. Naj gre kdo dol in mu pomaga. Prižgi se, prižgi se. Oh, kako ste to naredili? Ne vem. No ja, bolje pozno kot nikoli. Naj se igre začnejo! Tam so naše male superzvezde. Čudovite ste bile. Stala sem ponosna kot koruza v avgustu. Odlično ste opravile, malčice. Res ste bile čudovite, ampak ali kdo ve, kaj se je dogajalo s Spajkom? Res je bilo videti, da ima težave. A kljub temu je pravočasno opravil. Pravzaprav jaz sem bila. Nisem hotela, da bi bil osramočen, zato sem izrekla skrivni urok in prižgala baklo. Ojoj, si mu povedala? Me, a verjetno že sam ugotovil. Moraš mu povedati, za vsak slučaj. Saj vem, samo bojim se njegovega odziva. Vem, kako ponosen je na dobro opravljeno delo. Pst, že prihaja. Pretvarjate se, da ni nič. Kaj dogaja? Spajk, je vse v redu? Pa že, ne vem. Nekaj čudnega se je zgodilo prejle. Ja, glede tega. Mislim, tam sem stal in poskušal prižgati baklo, vsa konjetaja strmela vame in počutil sem se kot največja zguba, a potem se je kar prižgala. Bilo je neverjetno. Bala sem se, da boš jezen. Jezen? Se šališ? Zakaj bi bil jezen ob ugotovitvi, da lahko prižgem ogenj s svojimi mislimi? Kaj? Poglej, tamle je veliki in cenjeni Spike, pogumni in veličastni. Lahko dobiva autogram? Seveda. Res je bilo neverjetno, kako si nazadnje rešil kraljestvo. Veš, kaj je neverjetno? Glej to! Ne skrbi, podpisal ti bom še enega, ko bo ta s pomočjo misli zagorel. Obljubim. Spike, lahko za trenutek govorim s tabo? Bodi previden s tem, lahko da bo kasneje zagorel. Zakasnela reakcija. Hej, tvoj, kaj pa je? Počakaj, daj mi trenutek.
Če lahko z mislimi sprožim ogenj, je vredno branje misli tik za vogalom. In napovedujem, da me boš prosila, da nekaj zakurim s svojimi mislimi. Ne, ker ne moreš. O, resno? Kako si torej razlagaš, kaj se je prej zgodilo pred tisočimi in tisočimi? Jaz sem to storila. Izrekla sem urok, ki je prižgal baklo. Pred tisočimi in tisočimi? Žal mi je, Spike. Nisem hotela gledati, ko ti ni uspevalo. Se razumeš, kaj ne? Jaz bi rad bil malo sam. Spike? O, veliki in cenjeni Spike, pogumni in veličastni, lahko dobim tvoj avtogram? Žal, bolje da vprašaš koga posebnega. Naša naslednja disciplina, zračna štafeta. To sta Dash in Fluttershy. O ne, tega ne smemo zamuditi! Gospodična, stopite sem. Samorogi ne bodo več sprejeti brez preprečevalnega uroka. Da preprečimo goljufanje. In glejte, da ne boste čarali, ker bomo to vedeli. Če ponijevci tukaj dobimo medaljo, bomo imeli 8 medalj, torej bomo izenačeni z oblačico. Razen, če tudi oblačica dobi medaljo. Gospa Hudorza, vem, da ste zelo zaposleni, ampak... Kaj pa je? Morda lahko kaj drugega naredim za igre, saj veste, nekaj res vrednega občudovanja kraljestva. O čem pa govorite? Za celotno stvar ste prižgali baklo. No, ampak pravzaprav v bistvu ni... To za vas ni bilo dovolj vredno? Za ponjevsko voljo. Kmalu boste hoteli še rockerski koncert. Slavne osebe. Čakajte, to je to! Ja, drugo mesto! Srebro, bravo! Čestitke vsem dobitnicam medalj. In zdaj himna... In jaz bom tisti, ki bo pel. Spike, kaj počneš? Veš, kako vedno spustijo samo glasbo? No, poznam celo besedilo naše himne in vam jo bom zdaj zapel na glas in s ponosom, da me slišite vsi. In zdaj himna oblačice, ki jo poje Spike. Čakaj, himna oblačice? Himno zaigrajo samo za zmagovalce, Spike. Wonderbolti so iz oblačice. Ampak ne poznam besedila njihove himne. Sploh je nisem še slišal. Zapoj nam, o veliki in cenjeni Spike, pogumni in veličastni. Mi smo Wonderbolti in smo super hitri in smo oblačica, ki je del konedaje, ki nam je najbolj všeč in smo ponosni in smo hitri in smo kot krnasi mali pa drevesa. Ja, in obožujemo mesto, ker je tako super in radi letimo zelo hitro in vse podobno temu. Želim si, da bi bilo konec tega, ker še ni konec. Torej, mi smo Wonderbolti in smo super hitri in smo oblačice, všeč nam je tam, ker je zelo lepo in drevesa so super in upam, da je tega zdaj konec. In če ne, se nadaljuje la 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 in res obožujemo mesto in želim si, da bi bilo zdaj konec pesmi, konec, zdaj. Konec, zdaj. Zadel si! Spike, prideš? Ne, tole moram spakirati. Ampak skoraj cele igre se že kuješ tukaj notri. In nocoj je zaključna prireditev. Kar pomeni, da jutri odidemo. Torej, pakiranje.
In tako se igre zaključujejo, tako kot vedno, s finalno tekmo v ledenem lokostrelstvu. Lokostrelci, zavzemite svoja mesta. Škoda, da ponijevci nimajo kakšnega lokostrelca. Nimamo za koga navijati. Je že v redu, ponijevci imajo 37 medalj in oblačica 36, zato bomo očitno kljub temu zmagovalci iger. Ampak oblačica ima tam spodaj 2 svoje finalista v lokostrelstvu. Če se oba uvrstita, bo oblačica zmagala. Torej praviš, da je vse odvisno od te ene tekme? Bolj ali manj. Twilight, usedi se poleg mene in nori zaradi štete medalj. Pokažem ti kako. Pravzaprav iščem Spajka. Ste ga videli? Ni hotel priti. Poskušali smo ga nagovoriti. A ni hotel poslušati. Ampak si lahko sedeš na njegov sedež. Tvaj? Spajk? Si tukaj? Ja, zelo sem zaposlen. Poglej, koliko je potrebno še spakirati. Noro, kaj ne? Nič več skrivanja. Šel boš z mano? Zdaj. V redu, prav. Šel bom. Lahko vse vzamem tole? To niso le povprečne puščice. Zamrznejo tisti del tarče, ki ga zadanejo. Kdor prvi obda celotno tarčo v led, zmaga. Pazite na številko 7 iz oblačice. On je favorit. Iskrena, Spajk, ne vem, zakaj si tako strog do sebe. Vse sem razočaral. 2-krat. Ti nikoli nikogar ne razočaraš, zato ne veš, kako je to. Se šališ? Seveda sem že koga razočarala. To ni bistvo. Bakla se je prižgala, ekipa zračne štafete je dobila medalje. Vse se je dobro izteklo. Lahko vsaj gledava v tam notri. Ne vem, če sem že pripravljen soočiti se z množico. Usmerimo ga proti igrišču, stran od množice. Naj nekdo prekine preprečevalni urok. Ni časa. Dash, Fluttershy, stran! To je bilo neverjetno. Neverjetno! Hotela sem se ti samo osebno zahvaliti, da si rešil vse ponije in igre, o veliki, cenjeni Spajk, pogumni in veličastni. Verjetno si zelo ponosen. Pa že. Pa že? Videl sem, kaj je potrebno storiti in to storil. Slučajno znam tudi bruhati ogenj. Če bi kdo od vas to znal, bi storil isto. Se upravičujem za odkritost. A to, kar govoriš, nima smisla. No, tako se pač počutim. Čakaj trenutek. Mislim, da razumem. Ves čas govoriš, da si vse razočaral, a vsi ti govorimo, da nisi. Veš, kdo je razočaran na tabo, Spajk? Ti. In samo ti se lahko spraviš sam s sabo. Kaj bi bilo potrebno za to, Spajk? Ne vem. Lahko prevrtiš čas nazaj, ker bi res rad še eno možnost na tisti otvoritveni prireditvi. Ne moremo prevrteti časa nazaj, ampak ali bi meni v veliko čast nocoj na zaključni prireditvi namesto mene prižgal ognjemet? Tajno, Spajk, rešil si kristalno kraljestvo. 2-krat. Mislim, da lahko prižgeš malo ognjemeta. No, mislim, da moram vsaj poskusiti. To je bilo neverjetno. Uspelo nam je! Ponijevci so zmagali v seštevku in to samo za eno medaljo! Le katera medalja je to bila? Bam! Kakšen je občutek, ko si otvorila najboljše konjetanske igre v zgodovini ponijevcev? Verjetno tako dober kot zaključiti jih. V redu, čas je. Veš, malo čudno je.
Ne glede na to, koliko krat ti drugi rečejo, da si odličen, vsa hvala na svetu ne pomeni nič, če tega ne čutiš. Včasih moraš za to, da si zadovoljen s sabo, spustiti preteklost. Ko pride čas, da pokažeš svojo odličnost, boš tako lahko prižgal celotno nebo.